Hvala za besedo. Hvala organizatorju za to prijazno povabilo, da imamo tudi mi priložnost predstaviti dejavnost transfuzijske medicine, ki v splošni populaciji ni tako poznana, ampak vemo pa vsi, a ne, če bi šlo pa kaj narobe, bili pa zelo znani in zelo prepoznavni. Moja predstavitev bo res bolj zgodovinsko obarvana, ker danes smo dosegli nek nivo, kjer praktično novosti ni in samo vzdržujemo to stanje. Tako da se bomo res posvetili bolj tistim začetkom na področju testiranja. Ne? Kot veste, je v začetku 80-ih let oziroma že konec 70-ih se pojavila nova bolezen, pravzaprav kar mala epidemija. Bolezen se je širila med določenimi skupinami prebivalcev in med njimi so bili tudi prejemniki krvi. A ne glede na način pojavljanja med teh določenih skupinah je kmalu postalo znano, da je verjetno gre za nalezljivo bolezen, da jo povzroča nek povzročitelj, ki pa takrat še ni bil poznan. Že v letu 1982 so bili številne potrjene raziskave, kjer so ugotovili, da je dejansko skupina oseb, ki je prejela kri, med tistimi z visokim tveganjem za obolevnostjo za tem AIDS-em. V juliju 1982 so bili uradno zabeleženi oziroma prijavljeni primeri AIDS-a, so se začeli registrirati v Združenih državah Amerike med hemofiliki. Se pravi, hemofiliki so osebe, ki so politransfundirane, prejmejo veliko krvnih pripravkov in so absolutno tista skupina, ki bi bila v tistem času najbolj ogrožena. No, že smrt 17-mesečnega dojenčka v istem letu pa je dodatno potrdila, da je res kri oziroma transfuzija krvi, okužene krvi, vzrok okužbe s to boleznijo. En pomemben mejnik je bil leto 1983, ko je bil končno le prepoznan ta povzročitelj. Bile sta dve skupini raziskovalcev, francoska in ameriška. Ne. Vsak je ta novi spoznani virus poimenovala po svoje. No, leta 1986 je bilo prišlo do svetovne homogenizacije imena, ne, in govorimo tedaj naprej govorimo o virusu HIV. Že se pravi pred oziroma ob odkritju virusa in ko se je spoznalo, da se prenaša tudi s krvjo, so potekale akcije oziroma prizadevanja, da bi se čim bolj omilil prenos okužb s krvjo. Kako pa to storiti, če ne poznaš niti povzročitelja, niti načina, kako ga odkrivati? En od pristopov je bil nadzorovano prepoznavanje oseb, se pravi izločanje oziroma odstop od krvodajalstva tistim osebam, ki imajo v načinu življenja dejavnike tveganja za okužbo. V tistem času so bili to predvsem moški, ki so imeli spolne odnose z moškimi, pa tudi prejemniki transfuzij. No, s takim pristopom se je v bistvu že kar 5-krat zmanjšalo tveganje za prenos okužbe, potem ko pa je bilo uvedeno testiranje, pa je to bilo tveganje zmanjšano še za 10-krat. Ob vsem tem pa smo se na transfuzijskem področju soočali še z dodatnim problemom. To je bilo nerazumevanje bolezni, nepoznavanje načina prenosa, kljub temu, da so bile široke aktivnosti posvečene temu, da se je ljudi osveščalo. Skratka, krvodajalci so napačno razumeli načine prenosa in so menili, da se ob dajanju krvi lahko okužijo. Veliko naporov in aktivnosti je bilo usmerjenih v to, da se jih osvešča, da se jih obrazloži in da se seveda ta rezervoar krvodajalcev ponovno vzpostavi. Ocenjujemo, kakšnih študij na ta način ni bilo narejenih, ampak ocena je po tistih, da smo izgubili kar približno 10% krvodajalcev zaradi strahu pred okužbo ob dajanju krvi. No, mogoče lahko pa tukaj rečem. Tudi HIV epidemija je prinesla pa razvoju znanosti tudi marsikaj dobrega. Mogoče bojo kolegi tukaj več povedali od razvoja novih zdravil, novih diagnostičnih postopkov, terapevtskih postopkov in podobno. No, v letu 1985 je prišel na tržišče prvi test. Tole je objava tega prve informacije, ki je bil seveda medijski boom v tistem času. Nekako v 3 mesecih je ta test prišel v uporabo. No in v Sloveniji smo pričeli tudi še isto leto. Kaj pa se je dogajalo
na našem področju. Že leta 1983 se je strokovna javnost zavedala te nove bolezni in so bili sproženi številni strokovni sestanki, dogovori in osveščanje prebivalstva o tem, kaj je to HIV okužba, kaj je to bolezen AIDS. Številni strokovnjaki so že delovali na tem področju. En pomemben mejnik je bil sestanek na Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo, kjer je bila, kot že omenjeno, danes imenovana posebna komisija za AIDS. Ta je sprejela nekatere odločitve in kot vidite, te, ki so v rdečem okvirju, se nanašajo na transfuzijsko dejavnost. Se pravi, uvedeno je bilo testiranje hemofilikov, da bi prepoznali, ali je prišlo do prenosa okužb tudi pri nas na hemofilike. Uvedena je bila potreba po testiranju krvodajalcev in pa, kjer je to mogoče, toplotna obdelava krvnih produktov. V spomladi, šele leto dni kasneje, pa je tudi do podobnega sestanka prišlo takrat na federalnem nivoju v področju tedanje Jugoslavije. Kako smo se lotili presejalnega testiranja, se pravi poleti, ko so bili dostopni prvi testi, smo naredili evalvacijo nekaj testov. Taka prva nastavitev je bila 30. julija, to je teh prvih 100 testov, ki so bili nastavljeni, tak lep zgodovinski dokument. V rutinsko testiranje pa smo pristopili oktobra meseca, se pravi, tedaj smo začeli testirati tudi za naročila oziroma izdajali prve izvide na podlagi rezultatov testa. To je še en tak prikaz rezultatov pridobljenih. Vidite, da je kar nekaj pozitivnih, to so bili te naši nesrečni hemofiliki, kateri bom še povedala, skratka, dejansko smo odkrili tudi pozitivne. Sicer smo res izbrali skupino, pri kateri smo pričakovali, ampak tak je bil rezultat. V jeseni leta 1985 smo se pripravljali na testiranje, pričeli pa smo z obveznim testiranjem januarja leta 1986. Moram reči, da smo bili med prvimi na svetu, ki smo uspeli uvesti presejalno testiranje vsake donacije odzete enote krvi. Tukaj gre zasluga predvsem naši profesor Lerki Glonarjevi, bom rekla, najbolj njeni trmi, zagnanosti, instinktu, prepoznavanju pravega trenutka, tako da smo začeli hitro, da ne rečem skrajni čas in še pravočasno. Uvajanje testiranja seveda zahteva neko prilagajanje, gre za nov postopek, to je trajalo tedne. V tistem času je bilo potrebno to nabaviti nove reagente, inštrumente, aparature, zaposliti nove ljudi. Recimo, pri nas na zavodu smo kar naenkrat zaposlili 4 laborante za testiranje na HIV. Danes ne bi nobenega. Pa ne zato, ker ne smemo, ampak zato, ker ni potrebe. Skratka, to uvajanje je seveda trajalo tedne ali pa celo mesece. Če bi preslikala tako situacijo na današnji čas, mi lahko uvedemo nek nov test na novega povzročitelja praktično v enem dnevu ali 2. Se pravi, kupimo reagente, naložimo računalniški program in zadeva bi lahko stekla. V praksi pa ni tako. Danes pa se soočamo z birokracijo, z dokumentacijo in vse skupaj traja ravno tako tedne ali mesece, če ne še več. To je pa žal realnost. Kot omenjeno, 8. januarja so bili testirani prvi krvodajalci in takole smo pod rubriko bakterijske kontrole, kjer nismo imeli še svojega stolpca, upisovali rezultate testiranja, kot vidite tukaj se je takrat imenoval virus še HTLV3. Transfuzijska dejavnost oziroma strokovno delo naše ni samo podvrženo strokovnim smernicam in pa priporočilom, ampak je to področje tudi zelo dobro oziroma močno regulirano in pa nadzirano. Imamo testiranje krvodajalcev, urejajo tako splošna zdravstvena zakonodaja kot specifična transfuzijska zakonodaja. Se pravi, že sklepi in pa odloki iz Jugoslavije, potem so se posodobili ti
zakoni na slovenskem nivoju. Dobili smo prvi zakon o preskrbi s krvjo leta 2000. No, ta zakon je bilo potem potrebno uskladiti ob vstopu v Evropsko unijo za evropsko zakonodajo, in smo pridobili nov zakon o preskrbi s krvjo in pa podzakonske akte. Kar se tiče testiranja, sta dva pravilnika, ki to urejata, pravilnik o obveznem testiranju in pa pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah kakovosti. No, to je pa evropska direktiva. Ta prva direktiva, številka 98, ji pravimo mama direktiva in je pravzaprav zakon o varni preskrbi s krvjo. Potem sta pa še dve hčerinski direktivi, ki urejajo način delovanja. Kaj pravzaprav je presejalno testiranje? To pomeni, da na sito vržemo veliko število vzorcev, presejemo, kar je dobro, se pravi, kar ni reaktivno, gre skozi, je primerno za uporabo, kar ostane na situ, so pleve in to moramo zavreči. Tako da pri presejalnem testiranju vse enote, pri katerih smo pridobili reaktivni rezultat, uničimo, ne uporabimo za transfuzijo, če tudi se kasneje izkaže, da virus oziroma da protitelesa niso prisotna in da ne potrdimo okužbe. Presejalno testiranje je pravzaprav najučinkovitejši ukrep, ni pa edini, še naprej povedala, je pa najučinkovitejši in tudi najbolj objektiven. Tukaj točno vidimo, kaj smo zmerili, koliko in kakšne imamo rezultate. No, v testiranju ločimo tako diagnostično testiranje, se pravi, za razliko od presejalnega pa tukaj iščemo na podlagi indicev oziroma na podlagi suma na prisotnost okužbe, iščemo okužbo oziroma jo potrdimo ali pa izključimo. Pristop je torej drugačen, ampak način testiranja pa praktično enak. Pričeli smo leta 1985, za prvo generacijo testov, v letu 1989 smo prišli na drugo, 93. tretjo, v letu 2003 pa na četrto generacijo seroloških testov. No, na transfuzijskem področju smo v letu 2007 uvedli testiranje nukleinskih kislin, se pravi, neposredno določamo HIV virus za detekcijo virusne RNK. Takole je izgledalo, včasih, se pravi, vse ročno zapisovanje, opisovanje, to je postalo ravno s HIV-om, to je pa tisti napredek, ki ga je tudi ta epidemija prinesla, potrebno je bilo vse računalniško voditi, se pravi, eliminirati največji možni meri človeške napake. Testiranje je bilo v 80-ih ročno, v 90-ih polavtomatsko, danes je pa praktično popolnoma avtomatizirano. Na vsem tem obdobju smo uporabili oziroma validirali 50 različnih reagentov, v rutinski uporabi jih je bilo 31, tudi 11 potrditvenih testov. V tem obdobju smo sodelovali na mednarodnem nivoju v 5 validacijskih študijah. Moram pa reči, da v bistvu v zadnjih 10 letih praktično ni novosti. To so bili začetki, je bilo veliko, sedaj je pa v bistvu zadeva dorečena in kakšnih bistvenih novosti ni. Kakšni pa so rezultati? No, v teh 30 letih smo pretestirali skoraj 3 milijone enot krvi. Tukaj moram vas opozoriti, govorimo o enotah, številu odzetih vrečk krvi, ki jo seveda vsako testiramo. To ni število testiranih oseb krvodajalcev. Letno se na krvodajalske akcije odzove približno 65,000 krvodajalcev. No in med temi 3 milijoni enot smo odkrili 34 okuženih oseb. Če pogledamo, kakšna je to pogostost, to znese približno odkrijemo 1 na 80,000 donacij oziroma 12 na milijon, ali če drugače povemo približno 1 in še malo na leto v povprečju. Tole pa je dinamika odkritih okužb. Največ jih odkrijemo po 3 na leto, kar v 12 letih, vključno z letošnjim letom, nismo odkrili nobenega. Tako da je. Če pogledamo malo statistično razporeditev, slabih 20% je bilo žensk, pa 80 moških.
Prevladuje odkrite okužbe v starosti med 30 in 40 let, potem v dekadi 40 do 50, tam 15% jih je mlajših od 30, 15% starejših od 50. Ta porazdelitev ni nič posebnega, je čisto primerljiva z krvodajalci, s porazdelitvijo krvodajalcev po starosti. Pri nas je zelo pomembno, ali gre to za novega krvodajalca, tistega, ki prvič daruje kri, ali gre za rednega krvodajalca, no, novih je malo, v glavnem so tisti, ki so večkrat dali kri, vendar tukaj prevladujejo predvsem tisti, ki neredno dajajo, nesrečo. Po regionalni pripadnosti, zopet pričakovano največ iz Ljubljanske in pa Štajerske regije, da je zanimivo, da jih je kar 20% odkritih pri tujcih, tistih, ki imajo začasno ali stalno prebivališče v Sloveniji. Večinoma teh okuženih je bilo v začetnem obdobju. No, presajalni test pa ni edini način, da zagotavljamo varno kri, skratka, to je le en izmed ukrepov. Seveda, mi imamo celo paleto različnih pristopov, ki so med seboj povezani in so v bistvu enako pomembni. Danes je v bistvu največ polagamo pozornosti na selekcijo krvodajalcev, se pravi izbor le takih primernih dajalcev, ki v svojem načinu življenja ne prakticirajo dejavnikov tveganja za okužbo. Ne samo za HIV, tudi za druge bolezni. Zelo so aktualne tudi razne porajajoče okužbe ali pa recimo s temi turističnimi migracijami, predvsem tudi kakšne eksotične obolenja. Način, kako krvodajalce zbiramo, je tak, da je pred odzemom obvezen vprašalnik, kjer krvodajalci po svoji vesti odgovorijo na vprašanja, recimo tole vprašanje številka 7 z podvprašanji, kjer se v bistvu krvodajalci morajo prepoznati. Če seveda krvodajalec sam presodi, da ni več primeren, lahko odstopi od darovanja krvi kadarkoli, pred odzemom, med odzemom, po odzemu. Med ali pa po odzemu pravimo samo izključitev kot poseben postopek, sicer ga pa odklonimo, če ga prepoznamo. Zavedamo se seveda, da smo tukaj odvisni od iskrenosti krvodajalcev. Tu še obstoja določeno tveganje. Tudi nekatere študije obstajajo, koliko takega je, ampak soočamo se s posameznimi primeri, veliko pa tega ni. Moramo pa reči, da res koliko pa ne znamo zanesljivo povedati. No, eden od najbolj učinkovitih ukrepov in pa bodočnost je v inaktivaciji patogenov v krvnih komponentah. Tukaj gre za uporabo raznih fizikalno-kemičnih postopkov, s katerimi virus bodisi odstranimo ali pa ga onesposobimo tako, da ni več virulenten, da ne more povzročati bolezni. Slaba pomanjkljivost teh metod je, da so učinkovite samo za plazmo in pa trombocite, skratka za tiste necelične komponente krvi, kajti delujejo na principu posega v DNK in tako prizadanejo tudi vse žive celice, ki jih transfundiramo z namenoma. Tako da zaenkrat je samo za področje plazme in trombocitov. Dobra stran inaktivacije pa je, da z njimi odstranimo tudi recimo morebitne viruse, ki smo jih prizrli v testiranju, bodisi zaradi mutacije, bodisi zaradi drugega podtipa virusa ali pa zaradi slabše občutljivosti testa in pa predvsem, da deluje na vse neznane povzročitelje, za katere sploh ne vemo, da so lahko prisotni. No, v Sloveniji so inaktivirani vsa zdravila iz krvi, to že preko 20 let, preko 25 let pravzaprav, no od leta 2009 se mi zdi pa, da tudi trombociti. Bi pa želeli inaktivirati tudi plazmo, ker to je mogoče, ampak žal tudi drago. Če pa že pride do prenosa, do neželenega učinka transfuzije, pa seveda to spremljamo v sistemu hemovigilance, kjer dobimo poročilo o prenosu okužbe ali o sumu prenosa okužbe in seveda to raziščemo in o tem poročamo. No, če pogledamo, kakšen pa je bilo ta naše tveganje. Pred letom 1985 nimamo zabeleženega nobenega
bom rekla, zabeleženega. Nobenega prenosa okužbe HIV s celičnimi komponentami, svežo zmrznjeno plazmo ali pa krioprecipitatom. Žal smo z uvoženim faktorjem 8 s koncentratom zaradi nekega enkratnega pomankanja tega produkta je prišlo do uvoza, smo okužili 16 hemofilikov, 14 je bilo slovenskih plus 2 iz Istre, ki so se zdravili takrat v Sloveniji. Zakaj so tisti vprašaji tam, ne? Mi vemo, zabeleženega in registriranega primera nimamo, dopuščamo pa verjetnost, da do tega je prihajalo, ne? Če smo imeli leta 85, smo odkrili 3 krvodajalce, sigurno je bil kakšen tudi 84, 83, vendar se pri prejemnikih bolezen bodisi ni izrazila, ker je umrl prej, preden je bil diagnosticiran na bolezen, ali pa mogoče komponenta krvi niti ni bila uporabljena, ne? Tako da velika verjetnost je, da je prišlo prenosov, ampak zabeležen ni bil pa nobeden. No, v obdobju po testiranju pa nimamo nobenega poročila. Skratka, zadovoljni smo, da nimamo nobenega prenosa, razen tistih nesrečnih prenosov na hemofilike. Slovenija se uvršča tudi med krvodajalci za nizko pojavnostjo te okužbe. In pa to, da je Slovenska transfuzijska služba bila med prvimi na svetu, kjer smo uspešno izvedli presejalno testiranje, nekako capljali oziroma sledili smo Združenim državam in pa z razvitim evropskim državam samo za nekaj mesečnim zamikom, kar je bilo za tiste čase ogromen dosežek. Hvala lepa.